21. dobrote slovenskih kmetij, kako ste zadovoljni z obiskom? V teh dneh se zvrsti ob razstavljavcih vedno večje število obiskovalcev, kar nas tudi veseli in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Kakovost iz leta v leto narašča, izdelki so vedno boljši in takšne kakovosti se ne bi sramovali niti najbolj vrhunski industrijski proizvajalci. Ocenjuje se najprej zunanji izgled, potem prerez, barva prereza, okus, vonj in vse to potem skupaj da ta rezultat. Je pa treba poudariti, da priznanja, ki so prijeta na dobrotah slovenskih kmetij, ne glede na barvo, ali je to bron, srebro ali zlato, to so kvalitetni izdelki. Takšnih izdelkov ne srečamo vedno na policah trgovskih, tudi iz industrijskih obratov, tako da to so kvalitetni, dobri, zato tudi nosijo ime dobrote slovenskih kmetij. Za prejetje znaka kakovosti morate imeti 3 leta zapovrstjo zlato odličje. Vi ste ga prejeli za vina, za katero vino natančno? Ja, mi smo sprejeli za vino Traminec Izbor, pa Chardonnay Pozna Triglav. Vsa 3 leta smo imeli zlato medaljo, odnosno smo na ptujskih dobrotah dobili zlato medaljo. In kaj je potrebno vse storiti za tako odlično vino? Ja, to, če bi hotel vse povedati, tebi je kratko bilo. Treba najprej imeti dobro vinsko lego, odnosno vinogradniško lego, dobre trte, seveda skrbno delo v vinogradu, še bolj pa v klete. Katera kategorija izdelkov je vam najbližja? To je stereotipno, sigurno kategorija vin, ne? In katera vina preferirate? Sama preferiram predvsem suha vina, posledično zaradi tega, ker je moje vino, ki me predstavlja, Sauvignon suho. Pogledala sem vse izdelke, super so in v bistvu vsa priznanja so res nagrada za trdo delo in uspešno. Samo ocenjevanje tudi pomeni priznanje kmetiji sami, tistemu kupcu, potrošniku pa seveda pomeni, da je dobil hrano, izdelek iz kmetije, ki tehnologijo pridelave obvlada, tako da je dobil kvalitetno izdelek in tudi varen izdelek. Ja, konkurenca je prilično huda, vina se stalno težje prodaja, ljudje nimajo denarja, ampak do sedaj lahko rečem, da smo vsa vina še prodali.